Ja, dober dan v popoldanskem delu. Spoštovani kolegi, velika večina si mislim, da vas je bila sicer tudi v enem kosu procesa zraven. Izvali smo ga, tako kot vidite, od leta 2015 do leta 2018. Tole je pa zadnja publikacija oziroma iz druge faze povzetek. Daljši del, ki pa obsega več kot 200 strani, pa je dosegljiv na spletnih straneh OECD-ja. Mogoče imamo pa še nekakšno verzijo, tako, ki si jo lahko delimo. Gorija Angel, generalni sekretar OECD-ja, je na zadnjem Skills Summitu leta 2018 v Portu rekel: Skillsi so valuta, oziroma spretnosti so valuta 21. stoletja. Glede na to, da ima OECD razširjeno definicijo spretnosti, torej to ne pomeni samo zožen pogled na veščine, tako kot smo včasih to poimenovali, ampak gre seveda za cel splet kognitivnih spretnosti, osebnostnih lastnosti in seveda znanj, ki se nam porajajo v našem življenju na različnih nivojih, ne glede na stopnjo izobrazbo, kvalifikacijo ali kakršnokoli drugo obliko vedenja in znanja ali pa vedenja. Mogoče za začetek samo rahla umestitev. Slovenija je izmed 13 držav OECD, skupaj članstvo šteje 34 držav. OECD seveda pristopila leta 2015 v proces strategije razvoja in uporabe spretnosti, tako kot prevajamo Skill Strategy po angleško v naš jezik. Prva seveda med državami OECD-ja je bila Norveška, ki je seveda potem prehodila prvo, drugo in tudi že tretjo fazo in na nacionalni ravni oblikovala tako imenovani dokument politike, torej norveško strategijo spretnosti. Tule vidite tudi časovnico od 2017 do 2021 naj bi se pravzaprav iztekla, kjer sodeluje po modelu sodelovanja in povezovanja več ministrstev, različni deležniki na različnih ravneh in seveda skupnimi cilji, da obogatijo in razvijajo spretnosti, ki jih Norveška potrebuje za uresničevanje svojih nacionalnih ciljev. Naslednja država je Portugalska, ti dve ne omenjam zgolj slučajno, ampak zato, ker sta malce primerljivi po časovnem zaporedju in početju v strategiji spretnosti Sloveniji. Portugalska je oblikovala podoben dokument, gre v drugi fazi, gre za smernice izvajanja strategije spretnosti in sicer oni pa kar direktno naslavljajo izobraževanje odraslih oziroma celoten sistem. Mi smo se v drugi fazi posvetili upravljanju, kar je pravzaprav, bom rekla, tudi vprašanje ali pa mogoče celo vprašanje, če želite, za $1 milijon vseh evropskih držav, pa še katere druge, ne samo naše. No, ampak tule mogoče Norveška ne zgolj slučajno, tako kot sem rekla, izbor izmed teh 13 držav. Prvi vrh spretnosti se je dogajal na Norveškem v Bergenu leta 2016. OECD ga v organizaciji držav članic in vseh tistih, ki smo pristopili k tem procesu, organizira vsake 2 leti. Torej, leta 2018 je bil naslednji Skill Summit oziroma vrh spretnosti v Portu na Portugalskem. In tole, kar vam je pa minister pozabil povedati, je pa vrh spretnosti v Sloveniji napovedan za leto 2020, ki je še točno, ali bo to Bled Ljubljana ali kateri drugi lepi kraj v Sloveniji, pa še ne vemo. Torej, naj bo to za prihodnost. Mogoče samo en kratek sprehod, kaj smo počeli v prvi fazi, leta 2015 do 2017. Ocenjevali smo spretnosti v Sloveniji, vmes se nam je zgodila tudi raziskava PIAC, in sicer po modelu strategije spretnosti, ki je oblikoval OECD. Torej, gledali smo tako področje razvoja spretnosti kot aktivacijo in potem seveda učinkovito rabo in na sredini imate krepitev sistema spretnosti, kamor bomo se mogoče malce kasneje še osredotočili. Dobili smo prvo diagnostično poročilo za Slovenijo, dobili smo tako povzetek kot daljše poročilo, vse to je dosegljivo na spletnih straneh. Potem
V vmesnem času prve faze so se nam zgodili rezultati raziskave PIAC in tisto, o čemer danes že kar od jutra govorimo, je motivacija za učenje oziroma izobraževanje. Odstotek v Sloveniji, to so podatki, ki jih sicer bomo danes slišali v različnih oblikah, ampak se mi zdi, da je pomembno za nas, zato ker hodimo po slovenski zemlji in širimo vedenje o tem in mislim, da je to naša naloga in seveda tudi odgovornost. Ampak preskok je bil takle, v merjenju 2.7 je 46% prebivalcev tistih oziroma takih, ki ne želijo sodelovati v kakršnemkoli procesu učenja ali pa sploh niso vključeni. Leta 2016 je zadeva takale. In to je tisto, kjer meni zastane dih in bi pravzaprav, moram reči, se najraje odpravila na teren pa začela kaj početi. Ampak mi smo danes tukaj zato, da verjetno za naše vedenje in za naše početje osvetlimo teh nekaj ključnih reči, ki so pomembne za to, da jih bomo znali ali pa vedeli širiti naokrog in da bomo ustrezno delovali. Še nekaj alarmantnih podatkov bom dala na lažgor. Vem, da se nam to potali ves čas, ampak vendarle, ponovno 400.000 odraslih v Sloveniji v starostni skupini od 16 do 65 let z nizkimi spretnosti na pragu funkcionalne pismenosti stopnja 1 in 2, OECD ima stopnje do 5. Potem 40% populacije 65 plus bo pravzaprav narasla do leta 2030, kar pomeni, da 40% tovrstne populacije, ki bo najbrž še v kakšni obliki delovnega okolja. Zjutraj smo poslušali o nekih novih modelih. Jaz si želim, da bi bilo to že tukaj in da to ni šele prihodnost, zato ker bom tudi jaz malo v tisti starostni skupini. Neminovno se približuje. Mogoče še tale podatek je ključen, namreč se kaže, da imamo glede na podatke PISA in podatke PIAC-a en močen razkorak med prehodom od izobraževanja pa potem v procesu dela in življenja. Namreč mlajše oziroma bolj manj izobražene ljudi kaže, da je njihova pismenost višja, tudi funkcionalna in znajdenje v tehnoloških bogatih okoljih, kar že danes tudi ves čas poslušamo in je ključno za avtomatizacijo proizvodnje, ki se nam tudi že dogaja in bo naša realnost zelo kmalu v velikem obsegu. V primerjavi seveda vključenost v vseživljenjsko učenje in seveda gre za to, da vsi tisti, ki so višje izobraženi, to je ključ, imajo višje aspiracije po znanju in to pomeni, da je za njih manj pomembno mogoče na tej ravni skrbeti. Ključno je skrbeti za tiste, ki imajo nižje stopnje izobrazbe in posledično običajno je korelacija s spretnostmi zelo močna. Tale podatek je pomemben za naše gospodarstvo in za našo prihodnost. 70% delovnih mest je pravzaprav, bom rekla, izpostavljeno temu, da bo podvržena močnemu tehnološkemu razvoju in sicer do leta 2026 pomeni, da bomo na nek način v vsakem primeru spremenili procese dela, ki so podvrženi bodisi digitalizaciji, avtomatizaciji in podobnim procesom, kar pomeni, da je najbrž početje tukaj in zdaj ta trenutek še ravno ta pravi trenutek, tako kot je rekel že prej. Po prvi fazi smo dobili 9 izzivov za Slovenijo, prej sem že govorila o razvoju, ukrepitvi sistema spretnosti, aktivaciji in pa seveda učinkoviti rabi. Glede na to, da smo ugotovili že v prvi fazi po razpravah in dejavnostih v delovnih skupinah, da je pomembno se osredotočiti verjetno na krepitev sistema spretnosti, smo zato seveda v drugo fazo se odločili, da posvetimo naš fokus dela in seveda razprave in iskanje različnih vrst bodisi podatkov, analitičnih in evalvacijskih, na mednarodni ravni in seveda tudi nacionalni in seveda ključno je to, da imamo visok odstotek odraslih, ki imajo nizke spretnosti po rezultatih raziskave PIAC. In to je bil fokus druge faze razvoja spretnosti. Zakaj upravljanje?
Mogoče je tukaj ključno pri upravljanju samo nekaj postulatov, da jih naštejem, da mogoče osvežimo spomin, ker je to pomembno za vse strukture in početja, ki se nam dogajajo na različnih nivojih, torej jasni cilji so pomembni, spodbude za sodelovanje ne samo finančne, ampak tudi druge, potem seveda tudi finančno podpiranje sodelovanja. Naš proces je bil tako bom rekla, spodbujanje in aktiviranje različnih struktur in ravni deležnikov socialnih partnerjev, na nacionalni ravni, pa seveda tudi na lokalni, in seveda pomeni to tisto, kar je pomembno financirati, torej da država spodbuja tudi na tej ravni. Sodelovanje potem seveda pogoj je zmogljivost oziroma izkoriščanje spretnosti tistih, ki jih že imamo, in pa seveda odgovornost in usklajeno sodelovanje in ustrezna delitev informacij. Kaj pravzaprav predstavlja upravljanje? Torej delitev odgovornosti in učinkovitost sodelovanja na vseh ravneh. Prednostna vprašanja, ki jih tukaj obravnavamo, se seveda fokus gre za zahteve za področje izobraževanja odraslih. In sicer pomembno je, da vključujemo vse vlade, oziroma vse vlada in ministrstva vključujejo in se povezujejo z različnimi deležniki, pomeni to vertikalno na nacionalni ravni, horizontalno torej na medministrski ravni, potem lokalno, medobčinsko z lokalnimi deležniki, tudi regionalnimi. Rezultati, absolutno seveda vključenost vse življenjsko učenje naj bi bil naš temeljni cilj, tudi postulat v strategiji razvoja spretnosti. Pomembni so rezultati, seveda merjenje. Tukaj smo prevedli stroške, jaz bom rekla, investiranje v izobraževanje in pa seveda njegovo učinkovitost. Torej, toliko mogoče o upravljanju, mehanizmi, ki so zadaj pomembni, so seveda zakonodaja, standardi, različne pogodbe med različnimi deležniki in akterji, mehanizmi različnih vključevanja, bodisi da so to različna koordinacijska telesa na različnih ravneh in pa seveda veliko najbrž neformalnega dogovarjanja. V Sloveniji je socialni kapital zelo močen, zato vedno računamo s tem, da na tej ravni boljše sodelovanje, kar je pa potem včasih ključno ali pa mogoče celo vprašljivo prenesti to v obliko formalnega sodelovanja, zato da je realnost speta s tistim, kar piše v zakonu oziroma tisto, kar smo opredelili na papirju. In pa seveda druge metode dela pri sistemu upravljanja izobraževanja. In druga faza, ravno tako je potekala seveda v sodelovanju z OECD-jem, pridobili smo to publikacijo, kot ste videli, na različnih nivojih in različnih oblikah smo se srečevali. Pridobili smo 8 priporočil, imate jih zapisane tule na plakatu. Mogoče bi poudarila samo to, da smo nekako nastavili 3 pakete in gre za krepitev splošnih pogojev za sodelovanje, znotraj tega seveda prvo in krovno priporočilo, ki mislim, da vsebuje nianse in poti, pa bom rekla, razmišljanja in podatke in seveda priporočila vseh ostalih. Torej, krepitev medresorskega sodelovanja in pa seveda uporabo obogatitev odločanja in rabo visokokakovostnih podatkov. Drugi steber je krepitev sodelovanja med različnimi akterji, tako kot sem že rekla na vseh ravneh, tako da se ne ponavljam. Znotraj seveda publikacije, potem se še opredeljene šibke točke na osnovi podatkov in seveda na osnovi razprav in podrobnosti priporočil. Potem še tretji steber, krepitev sodelovanja in obravnava specifičnih izzivov. Tukaj pravzaprav posebej poudarjeno ozaveščanje na vseh ravneh. Posebej izpostavljeno ozaveščanje na državni ravni, torej tudi državnih uradnikov, da je vse življenjsko učenje tisto, ki je ključno. In da je to pravzaprav edina pot, ki nas bo, če se bomo tega zavedali tudi pri uresničevanju oziroma načrtovanju in uresničevanju ukrepov različnih politik pripeljala na boljšo osnovo, kot smo ji priča na osnovi podatkov. Seveda učinkovita raba za uspešno financiranje, spet povezovanje na različnih ravneh. Zdaj pa mogoče, če se fokusiram samo še na tole, celoviti program izobraževanja odraslih,
OECD nas je opozoril, na to smo pravzaprav bili opozorjeni že zjutraj, tako da tukaj se ne bom posebej zadrževala, zato ker je Sonja Kumpova prevzela en kos moje naloge, pa nismo bili usklajeni, se opravičujem, ampak vendarle vprašanja, ki ostajajo, ali združiti tudi zasebna sredstva oziroma mogoče sredstva delodajalcev in seveda sektorskih področij, potem, da nimamo razširjenega pristopa, torej, da smo fokusirani na posamezne segmente, ki niso povezani, da imamo premalo pristojnosti in odgovornosti in seveda, da so cilji razpršeni in nepovezani. Peter mi maha, da imam 2 minuti. Prvi priporočen ukrep z tega področja je seveda, da opredelimo v nacionalnem programu prednostne naloge in cilje za oblike in ravni izobraževanja in usposabljanja, torej za vse ravni, tudi visokošolskega. Potem financiranje tako javnih kot zasebnih sredstev. Glavne naloge vsakega sektorja, torej partnerstvo in vloge med njimi, natančni dogovori. Če se spomnite prej prosojnice upravljanja, tam imamo napisane tudi pogodbe, kar pomeni resne zaveze. Potem seveda natančno določeni kazalniki uspešnosti. O teh smo že nekaj slišali v strategiji razvoja Slovenije, verjetno, da tukaj je prostor za povezovanje in pa seveda pri javnih sredstvih ponovno opozorilo OECD-ja, da gre za zavezo opredelitve jasnih odgovornosti za izvedbo. Pogoj tukaj, ki nam ga dajejo, pravijo, da je pomembno nastaviti učinkovit in nadzorni organ za oblikovanje politike izobraževanja odraslih, podajanje kakovostnih informacij, krepitev usposobljenosti državne upravi, prizadevanja lokalnih in regionalnih akterjev, učinkovita vključenost deležnikov. Seveda spet bolj učinkovito ozaveščanje, izboljšana ureditev financiranja. Spet predlogi in postulati, ki jih pravzaprav ponavljamo, tako da mislim, če jih je tam približno 7, si jih bomo že zapomnili in verjetno, da je to tudi ena od koristnih reči. Druga faza sodelovanja in povezovanja z deležniki je povedala nekaj. Da je seveda razumevanje vseživljenjskega učenja kot nacionalne prednostne naloge zelo, zelo pomembna reč. Potem, da je razvoj kulture sodelovanja v sistemu izobraževanja odraslih na vseh ravneh izjemno pomemben. In tukaj je tisto, kar seveda gre vsled ciljem nacionalne strategije razvoja Slovenije in seveda verjetno, da tudi nacionalnega programa. In pa seveda ohranjanje končnega uporabnika v središču pozornosti. Torej, naš končni uporabnik je udeleženci izobraževanja odraslih, pomembne so tako njegove individualne potrebe kot konteksti, iz katerih izhaja, torej pogoji učenja, nanje seveda vezani tudi pristopi v izobraževanju odraslih, kar pomeni strokovnost pristopa vseh programov in vseh početij. Takole, moj trenutek se približuje koncu. Jaz bom za zaključek rekla nekaj. Mogoče z področja naše zgodovine in pravljičarstva. Mislim, da je čas, da si dovolimo navihanost Kekca in tudi nekaj njegove predrznosti. Potovalno in seveda povezovalno pa bom rekla tudi poslovno žilico Martina Krpana, s pogledom s Triglava čez vse vrhove, bodimo drzni, odgovorni in jaz upam na najboljše, da bomo v procesu priprave nacionalnega programa uspeli ustrezno povezati vse sile v državi in seveda vse tiste podatke, ki jih imamo tudi na evropski ravni, zdaj pa predajam besedo